V zadnjih letih me v mojem slikarskem delu najbolj zanima vloga posameznika. In zdaj ta posameznik se mi zdi, da ga še najbolj opišem, če rečem, da je to posameznik iz Evrope. Se pravi, nekdo, ki prihaja iz sveta, ki je zelo blizu meni. In nekako moram čutiti, da ko naslikam to figuro, da je v veliki meri lastna meni sami, oziroma moram začutiti, kako jaz doživljam svet okoli sebe. Se pravi, gre za strahove, pomisleke, želje, ki jih imamo in zakaj do tega prihaja. Zdaj, ta dotična razstava z naslovom Pozabljeni pogovori je zame na nek način metafora vsega, kar se je izgubilo ali se izgublja in je imela včasih mogoče večjo veljavo, kot jo ima sedaj. Skratka, ne gre samo za nek komunikacijski šum, s katerim se soočamo, ampak gre predvsem za težave med odnosi, ki jih imamo. In to zagotovo je posledica rapidne digitalizacije, in zato, ker imam strašno afiniteto do analognih predmetov, do stvari, se mi zdi, da sem potem posledično zelo kritična do sistema, v katerem živimo, predvsem do kapitalizma, do potrošnje in predvsem do družabnih omrežij, ki so postali eden izmed glavnih načinov komuniciranja. Tako da v bistvu z razstavo oziroma Pozabljeni pogovori na nek način nostalgično zrem v preteklost, ampak ta nostalgija ni bila moja izvorna točka ali pa nisem si želela biti nostalgična, ampak se mi zdi, da če živiš v prostoru in kraju, ki je zelo problematičen, se oziraš nazaj in iščeš kvalitete in je to potem učinek, ki je nostalgija. V bistvu sem zelo kritična do sveta, kritična sem do lastne vrste, do homo sapiensa, ki se mi zdi, da si vse prevečkrat jemlje to vlogo, da je nad ostalimi vrstami, celo nad določenimi vrstami znotraj svojega izvora. In se mi zdi, da smo že prišli v apokaliptične čase, da že kar nekaj časa živimo v teh problematičnih časih, in vse to tematiziram v svojem delu. Zdaj, v samem tem nekem metejskem ali pa slikarskem smislu me vedno znova zanima, kako narediti neko delo, se pravi konkretno sliko, ki je še nevidena ali pa ki je lastna samo meni, ne. In je to tista glavna motivacija, zakaj se v bistvu ukvarjam s slikarstvom. Je pa to neko polje, sploh figuralika je postalo neko polje, ki ima strašno konkurenco, ne. Namreč figuralika je medij, žanr, s katerim se je slikarstvo začelo, ne. Se pravi, ko je človek začel pripovedovati vizualno zgodbo v jamah, ne, je slikal sebe, je slikal figuraliko. In figuralika je postala blazno ponovno popularna po celem svetu v zadnjih 20-30 letih, tudi zaradi tega, to je sicer moje mnenje, ampak mislim, da zato, ker živimo v tako problematičnih časih in z neko jasno figuro lahko hitreje dosežeš večjo količino ljudi ali pa več krogov in si s tem lahko tudi zelo kritičen. Tako da to polje je zelo zahtevno, ampak hkrati kompleksno in meni ena glavnih motivacij, zakaj se s tem sploh ukvarjam. Mogoče ta prisotnost ženske ni več tako evidentna ali pa ni samo ženska predstavljena na teh novih ciklih, za razliko od serije DDR Frau Nemi klici, ker se mi zdi, da me je dejansko začela zanimati ta vloga posameznika, ne vezana toliko na spol. Se mi zdi, da to temo, ki me tako integrira in ki me tako zanima, se mi zdi, da jo najlažje pripovedujem skozi lapsuse. Se pravi, da združujem v sliki dve na videz diametralni ali atmosferi ali postavitev dveh
predmetov in da to ironično združevanje na videz nezdružljivih stvari se mi zdi, da omogoča, da govorim o času, v katerem živimo, kjer vladajo dvojna merila, kjer se veliko zgodi, da pride do laži, kjer prihaja do izkrivljene resnice. Zdaj, sam projekt, ki je nastal v sodelovanju s Hišo kulture v Pivki, je pa v bistvu vseboval tudi tiskanje grafične mape v tehniki sitotiska, kjer so mi dodelili čudovit studio in hkrati tudi zelo dobrega, na nek način, asistenta in učitelja. In v bistvu mi je bilo zelo zanimivo primerjati ta dva medija, ne. Se pravi, sem se nenehno spraševala, ker smo zelo dolgo kovali to mapo, ki sem jo potem poimenovala dan za dnem. Sem zelo dolgo razmišljala, kje so stičišča med grafiko in med slikarstvom, kje se medija dopolnjujeta in kje se tudi razhajata. Tako da je to zagotovo neko polje, ki bi si ga želela v prihodnosti raziskati.